Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večerje zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je torek, 29. april 2025. Moje ime je Tjaša Gajšek. V nadaljevanju. Je ministrstvo našlo rešitev za prostorsko stisko policijske uprave Maribor? Kam in kdaj bi se lahko selili? Kaj manj kot leto dni pred parlamentarnimi volitvami kažejo ankete javnega mnenja, katera stranka ima najugodnejše izhodišče. Srbski študenti, ki tečejo štafetni ultramaraton vse od Novega Sada do Bruslja, so se včeraj ustavili v Mariboru. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. Policisti se v štajerski prestolnici že dlje časa soočajo s prostorsko stisko. Ministrstvo za notranje zadeve jo je že večkrat poskušalo reševati. Nazadnje so neobvezujoče ponudbe za nakup upravne stavbe ali zemljišča za policijo na območju Mariborske mestne občine kar dvakrat zbirali leta 2021, a sta bila postopka zaključena kot neuspešna. Toda zdi se, da so tokrat le storili korak naprej. Lansko leto so na notranjem ministrstvu v upravljanje prejeli 2 zemljišči, ki bi lahko rešili prostorsko stisko mariborskih policistov. Tako piše Elizabeta Planinšič, urednica Črne kronike, ki jo pozdravljam v studiu. Lep pozdrav. Beti, preden se podrobneje posvetiva zemljiščem, te prosim, da orišeš, kakšna je prostorska stiska, o kateri govorijo policisti, kje delujejo in v kakšnem stanju so ti objekti. Če govoriva zgolj o območju Mariborske občine, tudi tukaj policija deluje na več lokacijah. V stavbi na Maistrovi je sedež policijske uprave. Kot pojasnjuje notranje ministrstvo, je ta stavba v lasti Mariborske policijske uprave, del objekta, ki je na naslovu ulica Heroja Tomšiča, pa jim oddaja mestna občina. V lasti občine so tudi prostori policijske postaje 1 na Vošnjakovi. Policijska uprava sicer deluje tudi na naslovih Trubarjeva, Marčičeva. Objekta na teh naslovih sta v lasti notranjega ministrstva. Ministrstvo je lastnik tudi stavbe na naslovu Cesta proletarskih brigad, ker je policijska postaja Maribor 2. Stavbe na naslovu Dankova, kjer je postaja vodnikov službenih psov in konjenikov, ter stavba na naslovu Ptujska cesta, kjer je postaja prometne policije. Mariborska policija pa ima v najemu še objekt za potrebe avtomehanične delavnice na Tržaški cesti. Na ministrstvo za notranje zadeve razlagajo, da poleg prostorske stiske policijsko upravi Maribor pri delu omejujo tudi nefunkcionalnost objektov, v katerih delujejo. Obenem je zaradi razdrobljenosti lokacij, na katerih delujejo, oteženo delovanje vseh notranjih organizacijskih enot. Prostori so tudi starejši, dotrajani, nekateri tudi spomeniško zaščiteni. Zgolj za primer, stavba na Maistrovi, kjer je uprava, je stara več kot 120 let. Načrti iz leta 1905 pa povedo, da gre za stanovanjsko hišo. Najemnine za te prostore, ki očitno imajo precej težav, plačuje torej ministrstvo za notranje zadeve, koliko znesejo te najemnine po črto? Letna najemnina za potrebe Mariborske policijske uprave, gre za celotno upravo, ne samo za mesto Maribor, znaša slabih 543 000 evrov letno. Policija ima namreč v najemu tudi prostore za Šentilsko, Ruško in Lenarško policijsko postajo. Kot pišeš, se torej vseeno obetajo lepši časi, premiki. Kje sta torej ti 2 zemljišči, ki bi lahko rešili to prostorsko stisko, kaj trenutno stoji tam? Gre za 2 zemljišči, ki sta v lasti države. Konec lanskega leta pa je dobilo v upravljanje notranje ministrstvo in ocenilo, da sta primerni za izgradnjo upravne stavbe za potrebe policijske uprave Maribor. Locirani sta v katastrski občini Studence, natančneje ob Preradovičevi ulici. Eno zemljišče je prazno, na drugi pa je sedaj montažno skladišče centra lesene biomase. Pa je torej načrt, kakšni naj bi bili ti prostori ali pa znesek, koliko bi to vse skupaj stalo, že znan? Za zdaj gre le še za prvi korak, da so po vseh teh letih iskanja sploh našli lokacijo. Načrtov še ni, zato tudi zneska investicije seveda še ni. Kakšne pa so po drugi strani zahteve ministrstva za notranje zadeve glede stavbe, v katero bi selili prostore policije, kaj si želijo? Iz predhodnih zbiranj ponudb je razvidno, da je ministrstvo iskalo bodisi nezazidano stavbno zemljišče
površine približno 5000 kvadratnih metrov, bodisi stavbo, ki mora imeti med 6000 in 7000 kvadratnimi metri neto površine. Ministrstvo bi želelo, da ima stavba 50 parkirnih mest v garaži, 50 pokritih parkirnih mest in 70 drugih parkirnih mest, na primer. Povedala si, da vse zaenkrat ostaja le še pri ideji, zamisli, kdaj pa ocenjuješ, da bi se vendarle lahko uprava policistov selila? Pogodba s trenutnim najemnikom zemljišča je še veljavi vsaj 2 leti, 3. Zato je težko napovedati časovnico, ki je po moje niti na ministrstvu še nimajo. Velja, hvala Beti, bomo spremljali tudi naprej. Hvala tudi tebi. Vse ankete javnega mnenja kažejo, da se bosta na prihodnjih volitvah čez manj kot leto dni za zmago udarili največji parlamentarni stranki. Ugodnejše izhodišče ima najvplivnejša opozicijska stranka SDS, ki več mesecev zapovrstjo ohranja relativno zanesljivo prednost pred volilno vladno stranko Gibanje Svoboda. V primerjavi z zadnjimi volitvami pred 3 leti, ko je Svoboda za 11 odstotnih točk premagala SDS in osvojila rekordnih 41 mandatov v državnem zboru, se utegne zgodba v primeru nespremenjenih trendov zasukati. Zmagovita stranka na volitvah ne more avtomatsko računati na mandatarstvo za sestavo vlade, saj bodo za oblikovanje koalicije ključni glasovi drugih, manjših strank, ki po anketah ne ogrožajo primata SDS in Svobode na obeh političnih poljih. Podrobnejšo politično analizo Mateja Grošlja najdete v tiskanem Večeru in na spletu. Skupina srbskih študentov, ki teče štafetni ultramaraton od Novega Sada pa vse do Bruslja, se je včeraj ustavila tudi v Mariboru. Na glavnem trgu so jih sprejeli njihovi kolegi, ki študirajo v Sloveniji in mnogi drugi. Pogovarjali smo se s koordinatorico maratona, študentko Lano Stanišić iz Beograda. Pravi, da imajo veliko podporo diaspore, ki jim nudi prenočišča in hrano. V Bruselj bodo študenti, ki tečejo ultramaraton, predvidoma prispeli 12. maja. Poleg kolegov jih bo sprejelo tudi nekaj evropskih poslancev, med njimi tudi slovenskih. Spomnimo, študenti v Srbiji že pol leta od tragedije v Novem Sadu zasedajo fakultete, protestirajo in se borijo za svobodno, demokratično družbo. Včeraj je bil na trgu v Mariboru tudi naš novinar Jon Knez. Njegovo poročilo preberete v Večeru. To je bil Večerov dnevni podcast, Večer je zjutraj 29. aprila 2025. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni Večer. Postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.